Lahko greva še na splav, ko si ga že omenil. No. To bi A ne, ker nas konzervativce, a ne to predvsem, mislim, nas konzervativce. Seveda, ne, ženska ima, oziroma vsak človek ima možnost izbire, a ne, ampak za konzervativca se ta izbira začenja pred tem, ko začne v njenem telesu že nastajati neko novo življenje, ki je tudi po vseh bioloških, vsi biologi priznavajo, da se seveda življenje začne samim spočetjem. A ne. Tako da tukaj nekega biološke zadrege tukaj ni. A ne. Tudi ko se pogovarjam recimo z najbolj, kako bi se temu rekel, zagriženimi intersekcionalistkami, nekako priznavajo, da je splav prej kot nekaj zelo zaželenega, neka korekcija, nek collateral damage, ali kako bi se temu rekel. No, in seveda jaz kot konzervativc, kot kristjan, kot katoličan zagovarjam, da je življenje že takoj ob spočetju in da tukaj ni seveda nobene debate. Torej, da tudi vsaka eliminacija tega življenja pomeni pač eliminacija, torej na nek način umora. Ne. Tukaj jaz ne čutim nobene zadrege, ko govorim o tem. Seveda razumem po eni strani ta princip, ženska ima pravico odločati o svojem telesu, kar tudi jaz zagovarjam, vsak človek ima pravico odločati o svojem telesu, ampak ko začne v ženskem telesu seveda nastajati torej drugo telo, ne, ki ima ženska svoje srce, pa je tam še eno drugo srce že pri 10-11 tednih oziroma že prej, pri 8 tednih. To ni več odločanje o svojem telesu, ne, ampak je odločanje o nekem telesu, ki je izven tvojega telesa, ki ga ti seveda brez tebe ne živi, kot ne živi seveda tudi dojenček pri 5 mesecih brez mame ne more preživeti, ne. Oziroma brez neke zunanje pomoči, ne. Pa seveda je seveda popolnoma moralno zavrženo, da bi razmišljali o tem, da bi pobijali 5-mesečne otroke. Ne vem, to je moj ta osnovni princip tega, o čemer ti govoriš. No? Jaz sem tukaj si pripravil tolo knjigo od Petra Singerja. Ja, poznam seveda. No. Jaz sem recenzijo te knjige napisal. Mislim, da sem objavil Teorija in praksa. Torej, pa se razumeš tudi s to osebo, ki sem jo omenil, ker mislim, da je tudi ona predsejšnja fenica, torej Anja Radaljac. Ta je pa zblojen, to mi ne omenja. Ta je ona, ki je flisarja neki ohajala. Že v redu, to je feministka. Zdaj pa tiste feministke, ki mene toliko obsoja, no. Jaz sem za pravice ženske, da se odloča o svojem telesu. Ne? Zdaj tisto tam noter, nekaj bivajočega, jaz rečem, ne otrok, ne, nekaj bivajočega. Ker enkrat smo eno zelo versko tako navdahnjeno rekel, da je to pa kriminal, da si moški tako, bi rekel, samo zadovoljujejo in potem to spermo odplavijo v stranišče, recimo. Ne? To so majhni dojenčki, ona rekla. Ne? So tudi živi, živi so. Ne? No, to seveda ne zdrži presoje. Ne? Lahko da take argumente, ki dobivaš, ampak pri meni ga seveda ne boš dobil. No, ti bom dal pa zdaj drug argument. Ne? Zdaj si ti jemlješ pravico, da boš ti eni ženski rekel, da ti imaš pa tam not otroka in ga ne boš splavila. Ne? Zato, da ti boš počutil. Mislim, kakšen egoist pa si? Ne, nisem egoist, ampak razmišljam o otroku, ki tam noter je. Ne, ni otrok. Nekaj bivajočega je. Nekaj bivajočega, zdaj... Fetus. Ja, to se zelo lahko zdaj izogneva, ne, nekim takim presojam, ne, kaj je to nekaj bivajočega. Nekaj bivajočega pomeni, pa kdaj to bivajoče postane... Torej eno čist pod vprašanje. Torej si za splav do konca, ali kaj? Do 40. tedna podpiraš to, da lahko ženska splavi in se odloči za to, ali bo otroka imela ali ga ne bo imela. Ali kako si v tej koncepciji? Če ženska umori svojega dojenčka, ne, pa to delajo tudi, so delali Eskimi, niso mogli preživeti, celo navada je bila, če se rodi punčka, jo smejo ubiti, ne? Pa ni šel noben urest.
Eskimi so to delali, antropologi so to raziskovali, ne, pa tako naprej. Gre za to, da so moški ali pa konzervativci, ne, ampak tukaj pa nisem tako konzervativen, da ne bi pustil ženski, da se odloči v svojem telesu, ne. Oni, mislim, zdaj, če bi dal sodniške izjave, ki so bile 100 let nazaj, da ženska ne sme seksati, če gre to zaradi užitka, ampak ona mora iti zato, da bo zanosila. Take neumnosti. Moški nima pravico, da govori o ženski, da bo njen otrok, da ga ne sme splaviti, ampak govori pa zato, ker to trpi v sebi. Ne? To je sebičnost etike. Ne? Sebičnost etike. Etika ali pa altruizem je strogo teoretsko. Sebično. Ne? Človek je altruist zato, da neha sam trpeti. Se pravi, ti tako zelo trpiš, ker misliš, da je tisti fetus nekaj bivajočega, čemu ti rečeš otrok, da je tam likvidiran, kot talc, ko ga ubijejo. Mislim, talc, ko ga ubijejo, on ve, zdaj me bojo pa ubili in misli svojo smrt, svojo likvidacijo, nekaj bivajočega, nima miselnih sistemov, da bi anticipiralo likvidacijo, ki se ji reče splav, abortus. Ne? To nekaj bivajočega, nima možganov toliko razvitih, pa nima miselnega orodja z jezikom. Ne? Mi, ko imamo jezik, se naučimo misliti in mi lahko mislimo smrt, lastno. Fetus nima, dovolj, da dokončam, fetus nima govora, da bi mislil, da ga abortira tiste klešče, ne, da ga ubijajo. Ne, pa se je pa izmikal, fetus se je izmikal, pa ni res. Tudi goba tam noter v kozarcu, ne, jo hočeš napičiti, se umika, zato ker je ovojnica taka. Ne, embrio je noter v sluzasti snovi in se ne more ukleščiti, ne, pa lej se umika. Aha, zdaj me abortirajo, če nima miselnih sistemov razvitih. Ne, pa pridejo pa cirko pa reka, ima že dušo. Duša je verovanski koncept. Ne si pomagati z dušo, ki je nedokazljiva stvar. Mislim, jaz tukaj Tukaj jaz ne zagovarjam, tukaj jaz ne grem v ta princip duše, ne, ker seveda, tako kot si ti rekel, to je verovanski koncept, pa lahko tukaj debatirava, ne, oziroma ne morava debatirati, ker se pač ne bova strinjala s tem, ampak da mi povej to, kar si rekel, misliti smrt. Torej, dojenček pri 5 mesecih recimo že lahko misli to smrt ali ne more. Mislim, kaj misliš o tem? No, ker pol je nekako moralno upravičeno, glede na to, da tudi dojenček pri 5 mesecih ne more misliti smrti, je moralno, če je nezaželjen, oziroma če vidiš, da pa to ni tisto, kar si ti mislil, da bo enostavno porežeš, odrežeš in je zadeva zaključena. Problem splava ali pa umora dojenčkov ali eskimskih je stvar živih ljudi, ki motrijo trpljenje in se uživijo. Problem splava je to, da ti trpiš, ko gledaš splav ženske. Ti trpiš. In pol narediš harakiri na družbi in rečeš, zdaj boš pa ti donosila do konca. To je perverzno. Ne moš ti eni ženski reči, zdaj si pa ti uničila življenje, ker jaz hočem, da boš ti tega otroka, ki ni niti moj, ampak otroka se pa ne abortira. Ne, ni otrok, nekaj bivajočega. Daj mi povej za tega 5-mesečnika, ki seveda še tudi ne more koncepirati lastne smrti. 5-mesečnik ima že razvite miselne sisteme. Ima razvite, se smeji, ima čutenje, se joka, je blažen, ko zre mamico pri 5 mesecih. Tako da... Ok, se dojenček, dojenček, se fetus, ali kako bi ga poimenovala, tudi smeji menda že v maternici, si liže svoj prstek, ko je kakšna taka glasba, je bolj živahen, ko je kakšna taka drugačna, je manj živahen, ko je mami pod stresom, je tako, ko je mami drugačna. Mislim, kaj potem lahko tukaj rečeva na vse? Mislim, ker meni se zdijo ti argumenti zelo šipki, no, sorry, verjetno se pa tebi moji zdijo neumni, ampak, debatirava pač, ja. Ti moraš vedeti, da ti zavzemaš stališče, da ti trpiš, ko gledaš fetus na abortusu. In tebe ne zanima. Moje stališče je izključno to, da je moje stališče to, da je fetus že živo bitje, da je fetus že bivajoče, tako kot ti praviš, ker konc koncev bivajoče je bivajoče, ali je tako ali drugačno. Ameba tudi bivajoča. In da mislim, bivajoče človeško bitje,
in da, kaj sem zdaj hotel reči, zdaj sem pa zgubil misel, torej, da je nemoralno pač tega otroka oziroma to bivajoče umoriti. Ja. Meni je pa nemoralno, da jaz eni v sebi, ko ta zarodek, fetus, nekaj bivajočega, nosi v sebi in ve, da se je celo življenje obrne na glavo in da bo nesrečna celo življenje na račun tega, če bo ona to probala donositi, ne bo čisto nič iz svojih želja realizirala. In ti si jemliš pravico, da boš to babnico v grob spravil. Ti si to, jaz pa te pravice sam sebi ne dovoljujem. Pa se ti zdi, da je to, da se ti postavi na glavo in da bo uničeno tvoje življenje in tako naprej in tako nazaj, se ti zdi, da je to neka racionalna odločitev ali je to neka povsem čustvena, ki nima nobene podlage v realnosti, recimo lahko, ker seveda lahko vsakmu se na glavo obrne, ko zve, da bo dobil prvega otroka sploh, pa potem drugega, tretjega, pa pol, ko imaš že 6 otrok, pa pol dobiš po 10 letih še ta 7, seveda se ti življenje obrača na glavo, a ne? Ampak a je to nujno slabo in nujno dobro, a lahko človek presodi v tem kontekstu, mislim, ker meni se zdi to zelo podobno o tem, kar smo že prej govorili v najinem pogovoru, no? Naj presodi nosečnica, adakta, naj presodi o tem, ja, ne, kaj, kako, nosečnica, ker je njeno telo, eventualno upelje še donatorja sperme, tist, ki je potencialni oče, in če je bil potrjevalec, kaj pa potem, kaj če je to neka Ukrajinka, ki je en Rus posilil. To si zdaj na še eno, dve si zdaj, še to na koncu posilstvom, si navrgu, ki je zopet lahko predmet diskusije. Torej, oče vseeno daruje polovico, ne samo, da daruje spermo, ampak torej prispeva polovico genskega materiala, torej brez očeta ni nič. O tem se tudi danes veliko pogovarjava, kako pomemben je oče za čustveni razvoj otroka, še posebej fanta, pa seveda ne izvzemši deklic, ampak tudi v tem kontekstu, torej brez očeta ni tega bivajočega, ki postane potem drugače bivajoče. Ja, zanosila je pa na žurki, so štafeto na njej šli, še ne ve, kjer je fotar. In se ti zdi, mislim, to je pa tudi pogost argument, in se ti zdi, da zaradi tega, ko človek naredi eno napako, se ti zdi, da je fino, da naredi še eno napako v življenju, in sicer tako usodno napako, kot je smrtni otrok, recimo. To ni smrt, to je splav. Zato, da se mi ne bi zdelo, ko ti vprašaš, a se ti zdi, zato, da se mi ne bi zdelo, bi jaz rekel, mlada nosečnica, dajte se vi odločiti, ali tole ja, ali ne, vi se odločite, ne bom jaz, meni se pa zdi, meni se zdi, ona pa ve. Ona ima moralno dilemo, njo boli, ko abortira, njo boli, meni hodijo na terapijo, pa reče, meni se pa ene stvari dogajajo, a se mi to dogaja zaradi splava. Ja, 5 otrok, gospa imate, zdaj bi imeli pa 2 splava imela, drugače imeli pa 7 otrok. Ja, kako bi, ja ne bi mogla, jaz ne vem, ko bi pol bilo, če bi imeli 7 otrok, ne bi mogli. In se odločilo. Ja, zdaj se pa moja hčerka, se je pa skoraj v prometni nesreči ubila, pa se ni. Jaz sem rekel, a zdaj vi mislite, da vas tale Bog kaznuje, ker ste vi splav naredili, a vi mislite, da je Bog butast, a mislite, da je človek, da vas kaznuje s hčerkino, zato, ker ste vi splav naredili, pa ne se heca. Joj, rešili ste mi življenje, jaz sem pa mislila, tako nas učijo v cerkvi. Ne, tako pa ne učijo v cerkvi, samo tako mi rekla, ne učijo v cerkvi, sorry. Tako mi je rekla, moralca so ji nabili, dva splava je naredila in je bila vsa depresivna, ker je mislila, da se zdaj otrokom, ena je bila v diskoteki, kjer so 2 pohodili, so umrle, pa moja je bila tam zraven. Ko zdaj vi mislite, kjer je zdaj izhodič prišel iz pekla, ali je Bog rekel, zdaj už pa trpela, ker 2 splava naredila. Mislim, zato, ker se je nabil moralca, pa naj se ženska odloči. Ne moramo mi imeti pravico, da se nad ženskim telesom mi odločamo, da se bolje počutimo. Tok smo egoistični, da hočemo tak zakon, so mi dobro počutili. Tak zakon hočemo. To je skrajno egoistično.
Za svojo dušo to mi delamo, lastno prijetnost, za načelo ugodja. Jaz se seveda, to, kar sem že rekel, pač s temi zadevami ne strinjam, oziroma s temi pogledi, ker se mi zdi, da so drugi principi tukaj v igri, ampak dajva na zadnje vprašanje.